Dober dan vsem. Še posebej pa želim lep dan našim očkom in starim staršem, ki praznujejo njihov dan. Nekaterim se zdi, da se zadnja leta premalo praznuje vaš očetovski dan. Lani se je luč prekinila po celi Argentini. Se spomnite? Letos se je znova ustavil svet. Mi pa drugače vidimo to situacijo, saj imamo posebno milost, ker imamo Atka ves čas na razpolago. Mladina našega doma vam želi prekrasen, srečen dan, poln veselja ter ljubezni. Želimo vam tudi, da v kratkem času znova uživate asado v domu in tarok v kleti. Imamo vas radi, vaši vedno majhni otroci. Adi, vemo, da letos ne bomo mogli skupaj praznovati v domu tvoj dan. Nočemo izpustiti datum, da bi se ti zahvalili in izkazali ljubezen za vse, kar si nam nudil vsa ta leta. V spominu nam bo ostal ta očetovski dan, ker ga prvič praznujemo med karanteno. Hvala, da kupuješ stvari in se izpostavljaš koronavirusu, da se mi ne okužimo. Tudi če se ne moramo videti, bi ti radi izkazali našo ljubezen. Vesel dan a ti, spomni se umivati se roke in ostani doma. Vesel dan ti želimo mladci in mladenke. Dobar dan, Matjaž. Hola, Janez. Te slišim, ampak te ne vidim. Si prižgal kamero? Ne vem, ta škatla me včasih že zmatra. Marta, televizija ne dela, Marta, prosim. Poglej tam spodaj. Moraš pritisniti gumb, ki ima videokamero narisano. Dan. Hej, Stanko, kako si? Kaj povej o tvoji družini? V redu. Skupaj večerjamo, skupaj igramo, skupaj kuhamo, skupaj molimo, skupaj gledamo filme, skupaj materamo, skupaj postiljamo postelje, skupaj se smejemo, skupaj barvamo. Česa ne naredite skupnega? Me veseli slišiti, da ste v redu. Čudno, da niste zdaj vsi na videožamadi. Oj, Tone je že tu. Vse v redu? Tok časa že. Dobar dan vsem! Hvala Bogu, vse v redu, sobreviviendo. Vi, kako ste? Ni treba, da tako glasno govoriš, nismo gluhi. Oprostite, prijatelji. Nisem navajen tega, kako vas pogrešam osebno videti. Jaz tudi. Kako čudno je ne hoditi v dom ob petkih ali v slovenski maša ob nedeljah. Oj, kako lepo je bilo iti zgodaj zjutraj z družino k sveti maši in skupnem zajtrku. Eno minuto, kje je Tone? Kam je šel? Nas je pustil obešenje. Toliko časa, ki se že ne vidimo, zdaj pa kar gre. Sem že tu, pripravljam kosilo. Sem odkril, da sem krasen kuhar. Pečem kruh, empanade, osobuco al malbec, locro. Moja žena je tako ljubosumna, ker sem toliko časa v kuhinji, te dni imam veliko prostnega časa. Wow, čestitam. Krofe, potico, čevapčiče in golaš pa ne kuhaš. Sam argentinske jedi si omenil. Ja, in jih bi lahko objavil v Facebooku v Kosinah Lovena. In bi lahko postal youtuber s tvojimi recepti. To pa mi že doma pravijo. A ti delam na logo, ne opit, prosim. Oprosti, Miha, kar naprej pozavim. Pa vi, kaj delate med karanteno? Lahko dam, da sem naštimal huerto, telovadim. Jaz igram namizne igre z mojimi otroci, vedno zmagam. Večkrat se že dolgočasim, rajši bi igral tarok in spil kakšen pelinkovc. Jaz tega ne verjamem, da ti zmeraj zmagaš. Ja, zakaj pa ne?
Saj sem vedno med prvimi, ko igramo v domu. Pri odbojki zmeri sem zabil zadnjo točko. Med prvim, ki gre domov. Jaz sem pa tako vesel, da je vsa družina skupaj vsak dan, cel dan. V sobotah zvečer mi ne prosijo avta, ne slišim besed. A ti, jaz grem v bar, a ti, jaz grem v hišo mojega fanta. Ne vem, kako bom naredil, kadar se ta karantena konča. Kadar se ta karantena Se ne sliši! Se ne slišiš, Janez! Pravil sem, da kadar se ta karantena konča, bom šel takoj v dom. Jaz bom peljal moje otroke. Ja, sigurno, tvoji otroci bodo kar sami šli. Imajo že več kot 25 let. Poglejte, kaj sem ugotovil. Wow. Kakšna čarovnija pa je ta? Ali lahko tudi mi to naredimo? Rad bi mojo družino tukaj zadaj postavil. Jaz bi pa nogometno igrišče postavil. Morda imam kakšno sliko iz Lenusa? Potem vam kdaj naučim. Če ne pa proste vaše otroke. Zakaj si tako blizu kamere, Janez? Tukaj nekaj piše. Cierre la ventana para continuar. Dobro, Janez, potem pa kar zapri. V redu, pa bom. Veš, Matjaž, to ni funkcioniralo. Aj. Da bi se kmalu srečali, te reči ne bi se zgodile brez karantene. Čutim, da se že malo navajamo na to, da smo vsak po svojem. To pa ne bom dovolil. Ne morem kar zapustiti vso skupno življenje. Imaš prav. Toliko trenutkov, lepih spominov, ki so zgledali malenkosti, zdaj pa se zavedamo, da so bile pomembne. Morda pa nam je ta izkušnja dala priložnost, da se malo ustavimo. Ustavimo? Da smo pri miru? Ni loko, jaz potrebujem premikanje. Kar Matjaž hoče reči, je, da to nam je dovolilo, da pomislimo o najvažnejših stvarih. Oddaliti se od tega, da hitimo in da se ustaviti pri družini in molitvi. Ja razumem, z Marijo imamo včasih nesporazume. Zdaj pa imamo veliko prostega časa, se usedemo na vrtu, nekaj popijeva, se pogovarjamo in se nam nikamor ne mudi. K romantiko. A se ti to zjutraj ne zgodi, Stanko? Veš, mi se bolj s pogledom razumeva, ja. Lepo, da ste bolj povezani zdaj. Veste, fantje, mene pa kar skrbi delo. Mi v tovarni kar nekaj delamo, ampak zdi se mi, da je že malo predolga ta reč. Res, Janez, to ne mora veliko več trajati. Kaj pa lahko naredimo s tem? Čakati. Čakati? Ali kaj naredimo s tem časom, ki ga imamo? Glih to premišljujem. In nimam več odgovorov kot to, da molimo in naj se Božja volja zgodi. Medtem pa tudi naj nas Bog da moči, da smo pripravljeni na kar bo sledilo. Pa hvaležnost, to tudi. Da smo lahko vsaj povezani in da lahko gojimo boljše odnose med nami. Hvala, fantje. Mene tu je vse to malo skrbelo. Poglejte, koliko je ura. Družina me čaka za skupni čas v tišini. Meni pa kipi lokro, Marino kuhinjo sem umazal. Počakajte, moramo zapeti kakšno narodno pesem. Dolini tihi je bosica. Najprej eno sliko. Škoda, da se ni Lojze pridružil, on zmeraj začne peti, ima krasen ton. Glih to sem premišljeval, zakaj se ni pridružil? Morda ni razumel, kako se konektirati. Grem. Nasvidenje. Kaj pa so te zvezde?
Morda pa moram še kakšno okno zaprt? Hola, fantje! 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 Fantje? Hola! 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 Hola, fantje! Me slišite? Ja ti, s tistim telefonom se ne boš nikdar mogel pridružiti. Na stare lepe čase, zdaj dvignimo kozarce, a nič se spremenilo ni med prijatelji. Kako lepo te je srečati, hoditi s tabo na pijačo, spomine stare spet obujati, na drago vas domačo. Kako lepo te je videti, za skupno staro mizo našo, o mladih letih se pogovarjati, zbuditi spet korajžo. Na stare lepe čase, zdaj dvignimo kozarce, je flipno bilo doslej, še lepše bo naprej. Smo vsi se poženili, vsi ženkice dobili, a nič se spremenilo ni med prijatelji. Vsi ženkice dobili, a nič se spremenilo ni med prijatelji. Kako lepo je prepivati najlepšo pesem domačo, do pozne ure spet posedati s prijateljsko družbo našo. Kako lepo te je videti, za skupno staro mizo našo, o mladih letih se pogovarjati, zbuditi spet korajžo. Na stare lepe čase, zdaj dvignimo kozarce, je fletno bilo doslej, še lepše bo naprej. Smo vsi se poženili, vsi ženkice dobili, a nič se spremenilo ni med prijatelji. Smo vsi se poženili, vsi ženkice dobili, a nič se spremenilo ni med prijatelji. Na stare lepe čase.